Finci, kako vidiš zdaj? Ja, Finci definitivno ena močna ekipa, kot je bilo že tudi v Helsinkih zelo težko, ampak jaz vseeno mislim, da smo mi boljša ekipa in da bomo tudi pokazali to v soboto na igrišču. Ty sam si rekel, da se že po številu kamer in mikrofonov vidi, da se nekaj dogaja. Čutiš nasploh to euforijo, to, da se je nekaj spremenilo, da smo pravzaprav blizu vsi skupaj? Ja, mislim, da se tudi vsi igralci počutimo že tek vsakič, ko prijemo na zbor, da vsi z veseljem prijemo in to je najbolj pomembno in to se tudi pol na igrišču vidi. In vsi imamo en skupni cilj in vsi si želimo nekega te Nemčije, no, pravzaprav, in sem prepričan, da bomo vsi naredili vse v soboto, da se tekma zmaga in da gremo pol pozitivno še na Severno Irsko. Zdaj, kar nekaj dni za priprave, verjetno se takole, ko se zberete, vsak dan pozna in je to dobrodošlo, da imate praktično cel teden časa, pa 6 dni. Definitivno je vedno kak trening več dobrodošel, ampak mislim, da smo vedno vsi že tudi navajeni na reprezentanci, ko se pride, se že dolgo časa poznamo in tudi selektorjem že dolgo časa, dlje časa delamo in mislim, da se neke osnovne stvari smo že vnesli to igro, ampak normalno, da je vedno kak dan več dobrodošel. Pripravili smo dobro na Fince in za nam bo prigodno. Tudi to je lahko orožje, oziroma kako vi čutite to moč, to povezanost, da se poznate, da je to jedro reprezentance res že zdaj nekaj časa, se je gradilo in se je zgradilo. Ja, kot sem rekel, da se mi zdi, da je to zelo pomembno, da se skozi teh par let, kjer reprezentanca ni bila na nekem nivoju, ko smo si želeli, ampak smo pripadali zdaj do sem, do teh res pomembnih tekem za nas in ja, to je ključno, da smo že nekaj časa skupaj, da tudi selektor nam že par let sedaj ubija nekaj v glavo in mislim, da smo se nekaj iz tega že tudi naučili zdaj v teh letih in ja, mislim, da smo šli zelo pozitivno, bomo šli v to tekmo v soboto in sem prepričan v zmago. Kakšen veter v jadra sta bili zadnji dve tekmi, zadnji dve zmagi pred tem očitno odločilnim oktobrskim terminom? Ja, pa ne bi rekel, da so bili samo te zadnji dve tekmi, ampak se že nekaj časa zdaj to vse skupaj gradi. Malo da sta bili pomembni te dve zmagi, ampak ki smo pravzaprav tudi vsi nekako pričakovali in sta bili zelo pomembni za nas, ampak ne bi rekel, da sta bili samo te zadnje tekme, to je toliko pomembni, da smo prišli do te sobote, ampak tudi neko daljše obdobje dela, nekih pomembnih tekem in ja, zdaj smo tu v soboto in že komaj čakamo. Dočakali smo čas, da ste si zaslužili oziroma da se je ustvarila situacija, v kateri se reprezentančne tekme z lahkoto razpadajo. Kaj vam to pomeni, kaj nam pomeni tako podpora? Ja, definitivno. Mislim, da je brez veze izgubljati besed, nekaj lepega, nekaj res, kar nam daje še dodatno energijo v teh tekmah in sem prepričan, da navijači ne bomo razočarali in smo vsi še polni nekega naboja tudi za soboto in ja. Lep večer bo, sem prepričan. Pa mislim, da smo vsi v zadnjem obdobju res pokazali neke dobre igre, kdorkoli igra, je vedno dal 100% od sebe in normalno, da tudi sedaj v soboto tisti, ko bo igral, bo dal vse od sebe in to je najbolj pomembno. Mislim, da se vsi že med sabo to dolgo dlje časa poznamo in ja, ne bo nekih presenečenj, mislim in ja, definitivno bo, kdorkoli bo dal vse od sebe. Malo drugače se je začelo zelo za tem, kaj smo nekaj zaželeli proti tako. Ja, lepo videti, malo dobiš tudi še neko dodatno energijo od njih, ko se spomniš, ko si ti bil mlad, pa si hotel podpisati vseh, se še dobro spomnim in ja, vedno lepo videti mlade obraze, še malo sram mogoče, ti da neko dodatno energijo in ja, tudi pri njih pol vidiš, da je nekaj pomeni to vse skupaj in ja, lepo. Vaša popotnica klubska, Genezija ne investira. Pa dobro, klub je klub, reprezentance, vseeno mislim, da tudi v klubu danem vse od sebe, ampak normalno neki, ko ne gre neko malo težje dobe v klubu, sem prepričan, da bomo tudi tam šli čez to. Tvoja osebna forma se zadovoljno? Ja, stabilno brani, malo vsem vsem dobiti. Ja, težko jih pa date. Težko jih pa damo, to je pa ja, ampak dobro, bojo prišli. Rekli ste že, da ste že spoznali
Vince takrat junija na tekmo v Helsinki. Kateri nauk je bil najpomembnejši, ki ste ga izvlekli za tekmo? Pa jaz mislim, da je nek nauk, da moraš vedno biti 100%, da ni dosti, če igraš 80 minut dobro, pa imaš 3-4 situacije, ko nekaj delaš na pol. Mislim, da je to nekaj, ko moramo biti res pripravljeni 100% skozi celo tekmo in ja, če bomo zdaj nastaja neka drugačna navijaška zgodba, Vi ste nekoč sami dobili podpisane naše reprezentante, kateri je v vaši zbirki? To se spomnim se generacije, ko je šla na svetovno prvenstvo, da smo še tisti neko kampanjo z Mobitelom sedeli, se spomnim, da smo tudi bili zraven in da smišljali, da mogoče od nove, ali pa od ceste, tiče kakega, da zdaj skupaj delamo za nekaj novega in ja, lepi spomini. Tukaj najbolj izkušen, kakšni je tri reprezentance? To je že malo preveč, da najbolj izkušen, najstarejši. To mi glih ne prija nekaj preveč, ampak je v redu. Ponosen sem, da sem spet tukaj, da sem spet s fanti. Saj sem bil že prej, bil sem vedno in vedno sem bolj ponosen, da prijem sem. Tako da imamo dve izredno pomembni tekmi, na koncu je pa izredno, pač je vse odvisno od nas. Kako so lotiti Fincev? Lotiti se je pač, da iščemo njihove neke punti deboli, kako rečejo Italijani. Iskali neke te šibke točke, moramo pa, kot sem rekel, maksimalno moramo mi biti tisti ta pravi, ker ko smo mi pravi, ostali imajo lahko tudi in kvaliteto in vse, kar hočejo, pa ko smo mi pravi, pa je tudi težko tudi za druge. Prej, da bi hotel poudariti, da si edini reprezentant rojen v 80 letih, ampak vseeno, kako je recimo 20 letih danes povedati, koliko časa ti čakaš na to priložnost, koliko tebi recimo pomeni to, da se je zdaj ustvarilo to, da smo tako blizu velikega tekmovanja? Tega vprašanja pa sem ga pričakoval, ampak ga nisem še dobil, odkar sem v reprezentanci. Ne morem vam pa opisati, koliko časa čakam. Koliko bi jaz hotel, da grem na neko veliko tekmovanje. To so neke sanje, ki si ga mora zastaviti vsak igralec, vsak mladi igralec, vsak starejši igralec, ker vsi nobenemu ni kariera končana, dokler ni končana. Tako da jaz si izredno želim in jaz bom dal vse bom dal, kar imam. In grdo in lepo, pač danes je treba zmagati tudi na grd in na lep način, tako da dal bomo vse od sebe, jaz prvi. Vem pa, da za sabo imam skupino fantov, ki so kot prvo so možje, potem so pa tudi svoji igralci in jaz mislim, da bomo vsi skupaj dali vse od sebe, da pridemo do željenega cilja. Lahko rečemo, kako že od slabih točkah, Fincev? Ja, to morate se nekaj vprašati. Mi bomo pač izpolnjevali tisto, kar se nam bo zadal, da delamo na igrišču. Potem je pa, po drugi strani je pa, ko si na igrišču, moraš tudi dobro, da prebereš tekmo, prebereš nasprotnike, ker včasih je o eni stvari se pogovarjaš, potem, ko prideš na igrišče, pa vidiš, da je nekaj čist drugega, tako da, kakor sem rekel, vse je odvisno od nas, mi pa moramo biti pripravljeni vse. Tvoje počutje, tvoja forma zdaj, je to, kar si želel? Mislim, da o tem boš, da se ne pogovarjamo, jaz sem pripravljen, jaz sem tukaj, se pravi, če sem tukaj, sem pripravljen, bom dal vse od sebe, fizično sem kar v redu, igram zdaj tudi 90-minutne tekme, tako da mi to kar prija, sem to kar malo pogrešil. Tako da zdaj imamo te dve tekme, ki so zelo pomembne, ampak dobiš 10 minut ali pa 90 minut. Mislim, da včasih lahko več pomagaš in daš v tistih 10 minutah, kakor nekdo, ki je 90 minut, tako da moramo biti pripravljeni na vse, kar sem že rekel. V več kot 10 letih si dal marsikaj čez, kaj ti pomeni, da se takole razproda reprezentančna tekmovanja. Zdaj ta situacija, ko se javnost odziva, tako kot se odziva? To pomeni, da smo blizu nečesa, kar je lahko zgodovinsko. Ne za nas, ne za mene, ampak za naše družine, za naše otroke, ki nas gledajo, za naše navijače, ker to je res nekaj, kar te naredi ponosnega. Te naredi ponosnega prvega tebe, potem pa vse ostale ljudi okoli tebe. Tako da se že kar malo tako, te že malo trese, kar že pomišljaš na te neke stvari, ampak kar sem rekel, vse je odvisno od nas. Ne bomo gledali na druge, ne bomo se ozirali, kar drugi rečejo, kaj bojo drugi delali, ampak bomo gledali samo nas. Pogledate na to, da naša akcija pred zborom, oziroma pred treningom,
vprašanje, razglednic in dresov otrok. Vedno je lepo, ko mladi fanti pridejo. Jaz nisem imel te šanse, da bi prihajal gledati, ko so prej igrali še Zahovič, Čimovič, pa te velike pač legende slovenskega nogometa. Nisem imel to šanso, da bi prišel, da bi lahko, da sem jim nekdo podpisal, pa kaj, tega ni bilo. Zdaj, ko vidim, v kakšnem številu prihaja, je to, se pravi, veš, da te nekdo spoštuje, veš, da te tudi ljudje, njihovi starši, družine, ljudje okoli te spoštuje, s tem, ko pridejo in pripeljejo svoje otroke sem, da ti podpisuje, pač da podpisuješ, da se z njimi družiš, da se slikaš. To je nekaj, kar ti mora biti v ponos. Mi tudi s tem, z našim obnašanjem na igrišču in izven igrišča moramo pač, da bo tega še več, še posebej v Sloveniji. Evo, dve top tekmi, tudi glede na skupino, ki lahko prinesete marsikaj. So kakšni metuljčki ali pa kaj takega pred tem? Sigurno, mislim, da ne bi bili na pravem mestu, če ne bi bilo metuljčkov. Mislim, da so to neki pozitivni in vsi, ki smo prišli že dan, se neka pozitivna energija čuti in srčno upam, da bomo to prenesli na obe tekme in da se bomo na koncu seveda veselili. Še zmer pa to ne bo konc, še ta november, ki bo seveda pika na i. Ste se že mogoče pred zborom kaj pumpali med sabo nadaljavo? Pa dobro, mislim, da je vsak nekako tudi mora biti skoncentriran na klubske obveznosti, sigurno pa že od včeraj naprej, ko smo se zbrali, smo vsi izmislili na tekmo v soboto. Pa imate grupo, kakšno reprezentančno, WhatsApp, Messenger, kaj takega? Ja, seveda, zaradi potovanja na Severno Irsko in takšne stvari so neke informacije že. Aha, kaj pa fanti med sabo, tako malo bolj neuradno? Med sabo, pa ne, niti ne. Je ta ista grupa. Aha. Zelo izenačena skupina je ta naša skupina, 4 reprezentance še v igri za prvi 2 mesti. Kakšnega prostora za spodrsljaj verjetno ni v teh zadnjih 4 tekmah. Sigurno ne, zavedamo se pomembnosti tekme. Tudi ta Svinci, mislim, da od teh vseh pomembnih, mogoče še najpomembnejša, ampak sigurno moramo nekako misli preusmeriti na igrišče, na to, kako bomo izgledali mi, ker potem rezultat pride za tem. Se pravi, se ne obremenjujemo z lestvico, ne gledamo lestvico točke, kdo je za nami, kdo je pred nami, ampak pač moramo biti fokusirani na to, kako bomo prišli do zmaga. Bodo Finci zaradi te junijske zmage nad Slovenijo mogoče malo kaj bolj samozavestni v soboto, pričakujete to? Ma ne, jaz bi iz našega vidika gledal kot na nek revanš, ne pa da so Finci zaradi tega bolj samozavestni. So boljši? Pa jaz bi rekel, da niso boljši. Imam še eno vprašanje, kako gledate na tole akcijo danes, ki se je zgodila, po dolgem času smo razvideli recimo takole v šolskih klubeh. Nenazadnje veliko mladih je prišlo po podpis. Pa najprej, kako ste to doživeli skupaj vi osebno? Pa sigurno je to en lep dogodek. Zavedaš se, da enkrat si bil tudi ti mlad, si mogoče gledal reprezentante in si želel biti v njihovi koži in dejansko danes si v tej koži, ko daješ mladi podpise, ko se slikaš z njimi in ko konec koncev tudi njim daš nek dogodek, ki si ga bojo zapomnili in bo mogoče motiviral na njihovi poti in sigurno je to ena lepa stvar, tako za nas, kot za njih. Imate vi kakšen podpis iz mladih let? Pa sigurno bi se našel kakšen Zahoviča, pa bi tudi kakšen slika. Ko ste takrat počeli do njih in... Za Bežigrad, se spomnim. Po tekmi. Hvala. Še mogoče o klubskem statusu, oziroma klubskem igranju, neigranju. Ne dobivate veliko priložnosti v klubu, kako se skupaj ocenjujete oziroma komentirate? Dobro, specifična situacija je bila samo v zadnjem letu pogodbe, tudi poleti je bilo z obe strani nekako namen, da bi klub zapustil, nekako nismo se našli z nobenim klubom, da bi zadovoljil tako mene kot
kot klub in sem postal. Zdaj rečem, da sem nažalost predvsem zaradi montaže, ampak ne preostanem druge borba vsaj do januarja, kjer bom spet lahko zamenil klubske barve, čakanje na priložnost in novo začasovanje zdaj z njim. To še dodatna informacija nekako od prihoda na reprezentančni zbor ali je to nek hendikep za igralce? Pa dobro, sigurno ni neka perfektna situacija, sigurno je ta nek match fitness pomemben, tega se zavedam, ampak toliko več treniram zdaj, ker imam toliko manj tekom v nogah in ne spremeni pa dejstva, da sem 100% pripravljen za reprezentančno aktivnost.